Živa knjižnica je kot vsaka druga, le da je zanimivejša. Boljša je morda zato, ker so knjige ljudje, ki v dialogu z bralci in bralkami delijo svoje življenjske zgodbe ter izpodbijajo stereotipe, predsodke in stigme. Današnji dogodek Živa knjižnica ne sovraži, prisluhni je ob Svetovnem dnevu človekovih pravic. Želimo spregovoriti več o človekovih pravicah, pa tudi nekaj narediti na njih z Živo knjižnico v popoldanskih urah, ker bodo ljudje imeli možnost in priložnost srečati se z ljudmi, do katerih so stereotipi in predsodki. Te osebe pa so, lezbike, geji, migranti, osebe z različnimi boleznimi in podobno in tako naprej. Živa knjiga so ljudje, ki delijo svoje izkušnje življenja in opozarjajo tudi na določene teme, ki so v družbi še vedno stigmatizirane. Prihajam iz Bosne, drugače sem šel na Hrvaško v srednjo šolo, zdaj tukaj študiram. Veliko tudi govorim o tem, kako rad potujem. Govorim v Živi knjižnici tudi o problemih LGBT oseb, govorim tudi o svojem prostovoljnem udejstvovanju. Velika prednost Fajle Pašić-Bišić je, da je bila v Sloveniji rojena in lahko Slovenijo obravnava kot svoj dom. To je nekoliko preprosteje, kot če si zgolj oseba, ki stopiš v neko tujo državo kot popoln tujec. Odgovornost prilagajanja in sprejemanja pa mora biti tako na eni kot tudi na drugi strani. Na eni strani odgovornost posameznikov, pripadnikov drugih kulturnih skupin, da promovira svoj način življenja, in na drugi strani pripravljenost večinskega prebivalstva, da to razume, sprejme in spoštuje. Spletno oko na letni ravni prejme približno 1200 prijav domnevnega nezakonitega sovražnega govora, od tega jih nekaj 10 posreduje naprej organom pregona. Pojavnost sovražnega govora se zadnja leta seli na družbena omrežja. Včasih je bilo tega največ na spletnih medijih oziroma v komentarjih pod novicami, zdaj se pa to pojavnost sovražnega govora vse bolj seli na družbena omrežja, kot so Facebook in Twitter posebej, in tudi večino prijav, ki jih prejmemo oziroma jih posredujemo naprej, je iz teh dveh naslovov. Nesprejemanje, stigmatizacija in sovražni govor se največkrat začnejo že nezavedno razvijati v primarni družini. Ja, začne se mogoče že prej, že pri odnosu, ki ga imajo starši do teh tem, in mogoče niti ne opazijo, kako to prenesejo naprej na svoje otroke. Vsekakor tudi v vrtcu in potem, ko so kakšni mogoče sošolci, sošolke, spadajo v kakšno tako skupino in se potem hitro razširijo kakšne govorice, stereotipi in je nekdo hitro lahko na ta način izločen. Ko gre za folklorizacijo in kulinariko tujcev, je Slovenija zelo prijazna država. Ko pa bi bilo treba razdeliti moč in deliti pozicije, medkulturnega dialoga menda ni več. Dalo pa bi se marsikaj spremeniti. Vsekakor spremeniti tako, da tudi pripadnike drugih etničnih skupin opolnomočimo, jim damo volilne pravice, jih tudi politično aktiviramo, kajti tega kulturnega udejstvovanja je veliko, a prepričana sem, da ti ljudje lahko od sebe dajo veliko več. Branje življenjskih zgodb ljudi, ki so pripravljeni zgodbe deliti. To so otroci, ki ne moreš lagati, tudi sicer drugim ne moreš lagati, ampak ti otroci se čutijo čisto tenko. Če mi rečeš dober dan, pa če se nasmejiš, pa vidijo, če je nasmeh zlagan, pa točno vejo. Na mestu je torej moto Žive knjižnice: ne sovraži, prisluhni.